No, politična kriza v Turčiji se poglablja. Policija je v nedeljo vdrla v sedež glavne opozicijske stranke CHP, znane tudi kot Republikanska ljudska stranka v Ankari, ter uporabila solzivec in gumijaste naboje, potem ko so se podporniki 3 dni barikadirali v notranjosti. Racija je sledila sodni odločitvi, ki je odstranila vodjo ČHP Özgürja Özila in ponovno imenovala njegovega predhodnika. Opozicija pravi, da je ta poteza del širšega zatiranja pred prihodnjimi volitvami. Za več informacij se nam zdaj pridružuje novinarka iz Istanbula, Ayla Aylin Džiņakli. Ayla, zakaj smo zdaj priča tako močnemu zatiranju? Je to trenutno najresnejši izziv za turško opozicijo? To je del dolgoletnega niza pritiskov na glavno opozicijsko stranko. In tukaj je tudi veliko vprašanj o tem, zakaj se to dogaja prav zdaj. To vsekakor odpira vprašanje o tem, ali si vlada želi, da bi se zdaj načrtovane volitve za leto 2028 premaknile naprej. Ker, veste, Turčija je imela svoje zadnje splošne volitve leta 2023. Tako imata Erdogan in parlament še 2 leti mandata pred seboj. Toda dejstvo, da se to dogaja zdaj, odpira vprašanja, ali bi se ta časovni načrt lahko premaknil naprej. No, Human Rights Watch opozarja, da Erdoganova vlada spodkopava turško demokracijo z, citiram, zlorabnimi taktikami proti ČHP. Kako trenutno deluje demokracija v Turčiji, še posebej, če bi bile volitve? To je zelo dobro vprašanje. Veste, celoten incident izhaja iz dejstva, da je glavna opozicija po porazu na predsedniških volitvah proti Erdoganu leta 2023 organizirala strankarski kongres za spremembo vodstva. To je nekaj povsem običajnega v številnih demokracijah, v mnogih parlamentarnih sistemih po bolečem porazu. Pojavile so se obtožbe o kupovanju glasov, ki jih je nižje sodišče zavrnilo, zaradi pomanjkanja zadostnih dokazov za to. Vendar je višje sodišče zdaj odločilo, da so pri tem glasovanju bile nepravilnosti. Ljudje tukaj razpravljajo, veste, da sta vlada in sodstvo, in obstaja veliko vprašanj glede neodvisnosti sodstva v Turčiji. Ker večino sodnikov posredno imenuje Erdogan, pravijo, da gre pravzaprav za neko politični inženiring. Sodišče, ki je razveljavilo in odstavilo vodstvo, ki je zmagalo leta 2023, je ponovno imenovalo nekdanjega predsednika, osebo z imenom Kemal Kılıçdaroğlu, ki je izgubil proti predsedniku Erdoganu, ko ga je izzval za predsedniški položaj leta 2022. Je zelo nepriljubljen, tako med splošno javnostjo, kot tudi znotraj strankarske baze. Zdaj se pojavljajo vprašanja, ali bo sklical kongres, da bi izvolili novega vodjo. To naj bi se zgodilo. Če pa to odloži in se soočimo z možnostjo predčasnih volitev, bi to lahko resnično povzročilo zmedo v opoziciji. Ali menite, da bi to lahko sprožilo širše proteste, predvsem s strani opozicije? To je zelo dobro vprašanje. Veste, do zdaj jih še nismo videli. Videli smo vodstvo ali nekdanje vodstvo, odvisno od tega, kako gledate na to, ki je šlo na ulice in šlo v parlament. V Istanbulu je bilo nekaj manjših protestov, nekaj tisoč ljudi se je zbralo, da bi protestirali proti temu prevzemu stranke. Trenutno pa ni veliko pričakovanj, da bi videli množične protivladne proteste, kot smo jih videli lani, ko je policija aretirala priljubljenega župana Istanbula, ki je razglasil svojo kandidaturo, da bi izzval Erdogana leta 2028. To je sprožilo največje protivladne proteste v več kot desetletju. Česa takega zdaj ne vidim. In eden od razlogov bi lahko bil ta, da se tukaj začenja dolg teden praznikov, saj je Id, ki se začne v sredo. Drug razlog bi lahko bil, da ljudje to vidijo kot notranji spor v stranki med voditelji. To je zagotovo tisto, kar je vladajoča stranka povedala o tem odločitvi in posledicah, ki izhajajo iz nje. Torej bi lahko bil še en dejavnik tudi ta, da so ljudje zelo razočarani nad dejstvom, da protestiranje na ulicah tukaj lahko kaj spremeni. Veliko stvari bomo še naprej spremljali iz Turčije. Ayla Aylin Džiņakli, hvala, da ste bili z nami na i24 News English in razpravljali o tem. Hvala.